V okviru skupščine je bila obravnavana točka dnevnega reda, in sicer delitev dividend za leto 2022. Po glasovanju se je izkazalo, da je predlog nadzornega sveta in uprave bil potrjen z veliko večino. Po predlogu je bila predvidena delitev dividend v višini 40 milijonov evrov, in sicer v 2 obrokih. VZMD takšnemu predlogu ni mogel slediti, saj predlog delitve dividende v 2 obrokih povzroča dvojne transakcijske stroške malim delničarjem, predvsem kar vpliva na končno višino neto izplačila dividende, saj zaradi stroškov borznih posrednikov in finančnih posrednikov se v mnogih primerih zgodi, da dividende na koncu niso izplačane ali so izplačane v bistveno nižjem znesku. Zaradi tega je VZMD podal nasprotni predlog, v katerem je predlagal združitev izplačila dividend, in sicer za leto 2022 in leto 2023 skupaj, na ta način, da bi se optimiziralo stroške izplačila in mali delničarji bi bili najmanj prikrajšani. Vendar predlog ni bil izglasovan. Ob obrazložitvi nasprotnega predloga, ki ga je podal VZMD, smo tudi izkoristili priložnost, da smo opozorili na kolektivno odškodninsko tožbo v višini 122 milijonov evrov, ki je bila v lanskem letu vložena, in tudi izpostavili, da je smotrno, da se z odločanjem o izplačilu dividend počaka še do letnega poročila in njegove obravnave za leto 2023, ko bo znano tudi, kolikšna je višina rezervacij za vloženo kolektivno odškodninsko tožbo. Namreč ni zanemarljivo, da znesek odškodninske tožbe dosega znesek 122 milijonov evrov, kar predstavlja skoraj 3-kratnik višine obsega dividend, ki naj bi se izplačala za leto 2022.